Živijo, javljamo se vam iz Ananda holističnega centra. Z nami je tokrat ni na terapiji, ampak je na intervjuju zdravnica Maja Sresta Šoško. Maja, živijo, kako si? Živijo, super. Odlično. Hvala za to vabilo. Res mi je veliko pomembno, ker moram reči, da sem se veliko od tebe naučila, veliko mnogo spoznala in dejansko nadgradila svoje znanje, ki sem ga že dolg let v bistvu iskala. In tako, kot si rekel, jaz sem tudi medicino študirala in vem, čez kakšne bukle smo se mogli pregrist, preboriti. In zdaj sem bil samo tako še ena pika na i za vso to v bistvu znanje oziroma tisto, kar potrebuješ, zato da lahko človeku daš, tisto nekaj več. Ker človek ni samo telo, ampak je tudi pač njegova psiha. In kot vemo, to je skupaj povezano in deluje. In to si mi v bistvu res naučil in zdaj res verjamem, da je pomembno, v kakšni energiji je človek, kako se počuti tisti dan, kako se počuti v bistvu v svojem življenju, a sprejema sebe, ne? Tako da, ja, zanimiva znanja. Ja, kakšna je bila ta tvoja pot, mogoče, če nam lahko opišeš, v kakšnem stanju si prišla, s čim si se soočala, ne, v začetku in kako ti je ta proces, recimo, individualne terapije in seveda potem vseh seminarjev, delavnic, šole tudi za življenje Ananda pomagal, da si to presegla, bomo rekli. A veš, kako je bilo pri meni? Kot oftalmolog, torej ukvarjam se z očmi in imamo to prisilno držo, ne? Ti si ves čas nekako naprej nagnjen, ves čas ne skrbiš, v bistvu ne paziš na svoja ramena. In meni se je začelo z bolečinami, veš, ki so se širile kar neki mravljinci, neka zategnjenost. Hodila sem na fizioterapije, zelo sem hvaležna moji teti, ki je tudi fizioterapevtka in je ona tekom svojega v bistvu, kako bi rekla, dela spoznala tudi v bistvu, da ni dovolj samo to, da nekomu pokažeš vaje, da ni dovolj samo, da nekomu daš nasvet, ja, delite vaje, lepo se držite, da to ni dovolj, ne. In ona je to začela raziskovati in dejansko me je ona tako potegnila v to in celo predlagala, da se oglasim na kaj takega. Moram pa priznati, težko mi je bilo. Vem, da sem prebirala stran, pa sem jo po moje 3-krat prebrala in pa sem enega večera sem kratko stran pogledala in kliknila na miško in se zgodi. In sem mu dala prijavo in sem rekla, kar bo, pa bo. Rekli so, da je zdravnik, kolega, ki mu mogoče tudi zdravnik, mu lahko zaupam, da se ukvarja z nekimi drugačnimi pristopi, tako da jaz sem odprta za drugačne, verjamem tudi, da lahko dam priložnost drugim stvarem in zdaj vidim, da mi ni žal. In sem v bistvu hvaležna in moji teti in hvaležna sem sebi, da sem se takrat toliko pogumila in se odločila. In da lahko v bistvu sem tudi prejela pol to znanje od tebe, kar mi je v bistvu skupaj z temi individualnimi terapijami, ker najprej moraš seveda tudi sebe spoznati, ugotoviti, kje so v bistvu tiste tvoje omejitve, kje imaš pravzaprav tiste neke blokade. Veš, ko včasih rečeš, pa jaz si toliko želim nekaj, ampak kar ne steče, veš, ne steče. In se trudiš in noter vlagaš tisti trud. To nam je vsem tako dobro poznan, ne, tisto vlagaš in ni tistega učinka, ne. Rečeš, koliko energije, ne, koliko energije je šlo, ne. In tako je bilo tudi na moji profesionalni poti, ne, veliko enega odrekanja, veliko enih tečajev na področju operative, na področju spoznavanja oftalmologije, ampak tistega rezultata pa ni bilo. Ne? Čeprav sem imela teoretičnega znanja ogromno, ampak praksa pa kar ni nekako stekla, ne, v praksi. In potem ugotoviš, da ljudje potrebujejo včasih, da jim prisluhneš. Da si vzameš tisti čas in da pustiš, da ti oni povejo. Ker dejansko s tem ti že povejo, kje je ta problem. In skupaj ti in pacient nekako spoznava in ozavesti tisto stvar, kjer je problem. Torej, dobra anamneza, ne, je ključ do. Tako. Pri diagnozi in potem zdravljenju. Tako.
Tukaj je pomembno, da poslušaš. Da ne razmišljaš, da že naprej ne postavljaš, ne etikiraš, ne kar predpostavljaš, ampak da poslušaš. Ker včasih ti pacient pove, jaz rabim samo to pa to. Ja, dajmo potem to zrihtati. Tako da tukaj sem veliko tega pridobila, kako poslušati. To znanje, recimo, teh seminarjev, recimo nenasilne komunikacije, pomaga zdaj pri tvoji? O, moj bog, še dobro, da smo imeli to. Mi tekom študija nismo imeli tega, nismo imeli te priložnosti. To področje je bilo v bistvu zame čisto novo. In na začetku, bom priznala, se mi je zdelo tako izumetničeno, ker ni bilo v mojem, ni bilo še v bistvu pri meni to nekaj zaželenega oziroma spoznanega oziroma nisem imela izkušnje. Ampak s časom to ponotranjiš, je pa potrebno večkrat poslušati in slišati v bistvu te zadeve in se zavedati, kdaj si nasilen, s čim si nasilen, kako si nasilen, da nisi samo nasilen, da dvigneš glas, ampak da si lahko tudi pasivno agresiven. Da lahko ti tudi na tak drugačen način nekoga spraviš v zadrego, da se nekdo slabo počuti. Vse pa izhaja iz tvojih travm, nekih nezavednih vzorcev, potlačenih občutkov. Veš, da tega nisem verjela, dokler nisem tebe spoznala. Pa sebe začela spoznavati, ker sem vedno nekako iskala okoliščine, da so tiste, ki so vzrok za to moje počutje, da so okoliščine, tiste, ki so delavci, ona je zoprna, pa tečna, tole ni bil dober dan. Krivca drugje, v resnici se pa moraš, veš, 3 prsti kažejo nazaj, en gor, on je kriv, pa je kriv v resnici, pa nismo tisti, ki se moramo spremeniti, da potem so naši odzivi, reakcije drugačni. In to je bilo zame izziv. Izziv je bilo, zdaj sem pa jaz vsega kriva, in tukaj je spet bil neko vzorca iz otroštva. Ja, jaz sem vse za to kriva, zdaj mi še hoče to povedati, pa to naložiti, ampak rabila sem nekaj časa, moram reči, da sem šla čez to, da sem spoznala, da se v bistvu odgovori in rešitve skrivajo v meni. Da imam jaz tukaj vse odgovore, ki jih potrebujem, s pomočjo tebe, ki si bil moj res zvest mentor, poslušalec, nekdo, ki mi je zaupal, nekdo, ki sem mu jaz lahko zaupala, tudi stvari, o katerih je blazno težko govoriti, o katerih se vem tudi sanjali, da so v moji podzavesti. Ker kot otrok si dejansko tako odprt in samo srkaš, vse opaziš, vse zaznavaš. In potem pozabiš, ker si to nekje v sebe potlačil in sploh si ne misliš. In ko sva se midva vračala, na starše, na mamo, na očeta, znova in znova, nisem mogla verjeti. Jaz nisem mogla verjeti, da se vračava vedno na iste in iste zadeve. V smislu tvoje primarne družine. Toliko bistvenih ran, toliko bolečin, ko vemo, otroke v teta stanju do 7. leta, v stanju hipnoza, in vse informacije pobere od staršev, tisti, ki so ga vzgajali, torej se vse nekje zapiše. In tudi v naše telo, ker vemo, podzavestni je telo, in to je to. In tudi dolgo časa nisem mogla sprejeti, da je moje telo v bistvu tako odreagiralo, moje fizično telo, ker so bile dejansko zakrčenost mišic, utrujenost, ki je nisem poznala prej, nikoli. Sem v bistvu nagnjena k deloholizmu, res se nisem znala ustaviti. In si se izčrpala. Ja, in se dejansko izčrpaš, ker želiš v bistvu stvari poštimati čim prej, čim boljš za vse, Ampak včasih moraš pogledati v bistvu z druge perspektive. In sicer, da rečeš, ja, tudi to ravnotežje, ki ga jaz nisem imela, to ravnotežje med počitkom
In med delom tudi to je harmonija. To je ta balans, in to tehtnico se je v bistvu bolj nagibala k meni tako. In potem sva midva s časom uravnotežila, je trajalo, je trajalo v bistvu nekaj let. Zdaj pa lahko rečem, da sem vesela in da sem zelo, zelo, zelo hvaležna, da sem to spoznala. Že samo to spoznanje, da si priznaš, da si mogoče, ne vem, deloholik, pa si misliš, ne, jaz siguren, ne, le koliko drugi šele delajo, sebe ne vidiš iz te perspektive. Meni se zdi, da sem jaz vedno premalo delala, da bi lahko vedno še več. Vedno več in več. Nikoli ni bilo dovolj. Nikoli ni bilo In še ta dovolj. perfekcionizem, ki se zraven nacepi, mora biti popolna, perfektna vsem. Potem imamo recept za izgorelo, za depresijo, za anksioznost, za vse te diagnoze, bomo rekli, ki danes pestijo mnogo, mnogo ljudi. Jaz se res srečujem vsakodnevno z ljudmi, ki so v hudih stiskah, strahovih, panike in panični napadi, vemo, koliko je sploh mladih sedaj, sploh od korone v teh težkih stanjih. Mogoče imaš še na svet usmeritev, glede na svoje izkušnje, kaj bi rekla tem ljudem. A se ne odločijo za pomoč, za recimo eno tako terapijo ali kaj? Moj nasvet bi bil čim prej. Čim prej se odločite. Čim prej, ker se mi zdi, da tukaj zgubljaš na času, zgubljaš na energiji in je potem celjenje toliko daljše. Dlje časa, ko si v tem in vztrajal. Jaz lahko povem recimo eno tudi ravno primer sodelavke, medicinska sestra, one so zelo obremenjene. In je rekla, da če ne bi mi se malo tako pogovarjali, da sva se tudi pogovarjala o tem, ona je opazila tudi pri sebi, da je postajala izgorevala, da je začela, da je bila tako žalostna. Je rekla, razmišljala sem samo o službi, prišla sem domov, razmišljala o službi, nisem znala z tega izprešti. In potem je še slišala od sosede, da ona hodi tudi na psihoterapijo, ker je tudi izgorela in da njej to pomaga. In smo se ravno smo se včeraj slišali po telefonu, čistko, prijateljsko, in je povedala, da se bolj počuti, odkar hodi na psihoterapijo. Tako da, in je tudi sama rekla, da to ni neka, ne počuti se kot neka stigma, ne počuti se, da je bila zaradi tega, ker je manj vredna, ampak se počuti zelo dobro in da bi vsakmu priporočala in svetovala. In jaz se kar pridružujem temu. Veliko lahko naredite za sebe, res veliko lahko narediš. In ta notranji mir in pomirjenost, ki ga zdaj čutim. Ni cene, a ne? Ni cene. Se ne vrnem nazaj. Se ne vrnem. To je tako v bistvu dragoceno. In tako velike nehvaležnosti čutim. In kada se mi dogaja čudeži vsak dan, prej jih nisem videla. Tako, da bi neko slepo pego in da gre stvari, veš, mimo tebe, ker ti si pač usmerjen zelo mehansko in mogoče niti nisi tako prisoten. Vem, da nisi tako prisoten, ker zdaj s tem zavedanjem, s to zavestjo živiš vsak dan, ampak res vsak dan posebej in si hvaležen. Hvaležen si, da si lahko v tem momentu, tukaj in zdaj, in si zavestno prisoten in si z neko ljubeznijo, hvaležnostjo. In kar mi je v bistvu dal, in to mi je dala šola za življenje Ananda, mi je dala to, da sem začela do sebe gojiti sočutje, do sebe. Prej ga nisem znala. Se je začela slišati. Niti zmogla. Ja, in da sem začela slišati sebe, poslušati se. In vidim, koliko lahko zdaj dam tega sočutja, koliko v bistvu lahko ljudi lažje poslušam z njihovimi problemi in težavami
in me praktično ne more presenetiti. Ne more me presenetiti svojo zgodbo, ker jih poslušam in slišim tiste občutke, čustva, ki se v njih budijo, ki so zelo podobni. Zgodbe lahko različne, ampak tista občutja notranja, tista nemoč, tista jeza, tista neka zamera in to in bes. To je pa skupni imenovalec vseh teh zgodb. In se lažje potem pogovarjam o teh stvareh, tudi s svojimi pacienti in tudi bodočimi klienti. Ni me strah, ker prej me je bilo strah zapeljati pogovor v to smer. Kako te bo to gledali, ne, ti ljudje? Bolj v tem smislu, kot da bi hotel, kot da bi dregnil v osje gnezdo in da se bo odprla ta Pandorina skrinjica in bodo ven prišli vsi ti njihovi občutki, s katerimi jaz ne bom vedela, kaj narediti. Zdaj pa vem, da je kako, kdaj in s kakšnim namenom, in tudi v bistvu jim lahko dam nasvet, tako kot si ti nam dal nasvet. Meditirajte, dihanje, to so blazno dobre tehnike. Pol tudi ostale tehnike, z zvokom. Všeč mi je tudi ta zvokom, všeč mi je tudi to s plesom, da se iz fizičnega telesa dobesedno ven dajo tudi te zastale energije. In to spoznavanje energije je bilo zame dejansko čisto neko novo področje. Prej sem mogoče slišala za čakre, več kot tu pa ne. In zdaj raziskovanje tega področja me veliko dalo. Ker mi na medicini žal ne se ukvarjamo bolj s fizičnim telesom, ne pa z drugimi telesi, ampak vemo, tam so roko na srce ključni vzroki za naše težave, mentalno telo, čustveno telo, eterično. Ne. Tako da je kar nekaj dela v resnici, na globinah. In se vse to seveda pozna potem na koncu na fizičnem telesu. Če človek nič ne naredi, če ne posluša teh opozorilnih znakov prej, se potem na koncu še fizis nekako pokvari, bova rekla. V to usodo, ja. In človek takrat, če le pride k zdravniku, ko je res nekaj že hudo narobe, seveda medicina je super takrat, pogasi požar, spravi človeka na neko ničlo, ga resetira, potem pa seveda rabi tudi s holističnimi celostnimi pristopi, psihoterapijo, se začeti ukvarjati z globljimi vzroki za svoje težave. Tukaj si ti dobila zdaj ogromno znanja, izkušenj iz dela na sebi, kar je ključno, kar je osnova, za kar ti čestitam. Tvoj vztrajnost, pogum in odločitev, kot jaz rečem. Pa si se odločila iti iz starega načina življenja, razmišljanja, delovanja, in zdaj lahko ogromno daš naprej ljudem, kar je res poklon. Hvala. Ne bi se vrnila na staro. Zdaj, ko vidim, kako mi to novo stvari naredi bolj lahkotne, kako je v bistvu moja percepcija ali zaznavanje, bo rekla, samo slovensko zaznava, okoliščin, situacij, odnosov, je popolnoma na drugem nivoju. In lahko gledam to bolj sočutno, bolj podporno, bolj ljubeče in sprejemam, sprejemam lahko tudi tebe, danes se ne počutiš dobro in te sprejemam takšnega. Jutri se jaz ne bom počutila dobro. In sem se naučila tudi ta del sprejemati sebe, da tudi jaz lahko, da bom slab dan imela, in da s tem ni nič narobe. Torej sočutje do sebe, da negujemo, gojimo. To nežnost, toplino, tudi to si nekako aktivirala v sebi. Hvala. Več tega. Ženske esence, ženske energije, pa nek balans, tudi s to dinamično moško. Ko jo tudi kdaj rabiš, je dobro imeti ravnovesje, yin yang. To pa v bistvu v današnjem svetu biti ženska, tudi moški je biti izziv. Ampak zdaj sem bolj se obrnila na to svojo žensko plat. Ker družba je mogoče tako dosta usmerjena v neko ločevanje moško, ženske
mislim, moških, žensk, ampak v resnici gre tukaj za energijo. Ne? V resnici imamo vsi pač en del nas je bolj. Ti imaš več moške, jaz imam več ženske. Dajmo se tako obnašati. Ne predstaviš, ne večmo si peska v oči, pa jaz hočem biti, ali pa biti bolj v moški vlogi. Ja, Ne. bo težko. Ja, težko mi bo. Ja. In težko mi je bilo. A ne? Zdaj pa, ko vidim to žensko, svojo žensko esenco, svojo to žensko lepoto in jo spoznavam, tudi tukaj se je spremenilo delovanje v mojem življenju. In bolj sem povezana z njo, več lahko dam in prispevam v bistvu v družbo tisto, kar je moje poslanstvo. In tukaj moje poslanstvo je biti tudi ženska, imeti to žensko energijo, se postaviti v to žensko energijo, ne, v to boginjo, ena zelo dobra knjiga. V to boginjo, ne, od katere v bistvu imamo vsi, in tako ženske kot moški. Ne. Moški pa ta steber. Zdaj vidim, prej mogoče nisem toliko v bistvu niti čutila, ampak sem zelo hvaležna za tudi vse moje moške figure, ker so dejansko moj steber. In so dejansko verjeli tudi vame, ne, in mi zaupali. In to mi je zdaj veliko pomenilo, to spoznanje. In tudi obratno, da sem tudi njim veliko pomenila. Tako da, ja. Odlično, bravo. Komu bi priporočila recimo takšno delo na sebi? Za koga je to recimo? Že ko pri tem delu na sebi, to je tako kot neka zelo, zelo univerzalna stvar za vsakega. Jaz bi rekla, da je to must do it. Nekaj, kar v bistvu, kaj še čakamo, ljudje božji, kaj še čakamo. Res, prav tisto, veš, ki bi rekla, ne vem, vse si zobe, a veš, umiješ, pa imaš higieno spanja in tukaj bi govorila jaz o neki higieni, v bistvu tudi naše psihe. A veš, ti resetiraš računalnik, ga pol nabustaš z novimi programi, a ne? Takrat, ko vidiš, da nekaj ne funkcionira, ko vidiš, da ti tisti program je počasen, ko vidiš, da je, ne vem, ti kaj manjka, nadgrajuješ. In dejansko tak primer je recimo zdaj tale naša umetna inteligenca, ne, AI, ki ga vsi poznamo, pa uporabljamo. No, na ta način se isto človek v bistvu, a ne, nalaga uči. In za vsako v bistvu izkušnjo, naložiš potem nekaj, a veš, novega pri sebi in izhajaš pol iz tega. Sam niso nas pač tako, nekako šolski sistem nas ni učil na ta način, ampak lej, človek je v bistvu to umetno inteligenco sprogramiral, a ne? To mi smo ji dali to idejo, zakaj potem sebe ne bi, ne? Torej se lahko odprogramiramo starih programov. Ja, dokazano. Nisem verjela, dokler nisem probala. Ja, lastna izkušnja največ te. Ne, res lastna izkušnja, dokler ne probaš, ne moreš tega res vedeti, občutiti. Tako da jaz priporočam pa vztrajati. Tako je težko. Tudi ko je. To pride v Ko kori. je težko. Tako. Zato je to pomembno, dober izbor terapeuta, da je ta terapeut, jaz sem ti res hvaležna, no, hvaležna sem za tisto, kar včasih sem rekla, pa se mi ne bo verjel, kar mu bom zdaj povedala, kar jaz zdaj čutim. O moj Bog, pa še ne vem, nisem tega povedala recimo o mojih občutkih. Ne? Ženska se ja ne sme jeziti, pa ženska ne sme kaj tako grdo govoriti čez starše ali pa ne sme kaj tazga grga reči. Ne? Pač tako smo bili učeni in ti si to kar poslušal. Vse sorte je bilo, ja. Vse sorte je bilo. Tudi v bistvu to, veš, da takrat, ko sem bila sama sebi nisem verjela, da lahko to naredim. Da se res to da. Zame je bilo to res dejansko utopija. Sem pri tebi dobila to spodbudo, lej, pej to, greva pogledati to.
lej, imaš moj support, lej, stojim ti ob strani. Vedno sem dobila tisti feedback, stojim ti ob strani, sem tukaj, a veš, da ti pomagam, da greva skupaj, da bo maksimalno in pri tebi se res čuti, da daš res maksimalno. No. In to srčnost in to energijo, ki jo nosiš, ti res pomaga. No. Ja. Tako da hvala tebi, da si se odločil, ker vem, da nekaj novega začeti kot pionir, začeti nekaj novega je vedno težko. Ampak tako so se vsa odkritja, ljudje božji, tako smo vsa odkritja naredili, vse tako smo tudi, če ne probamo nekaj novega, če ne narediš nekaj drugačne, že kako kuhaš nekaj, ne, če ne daš tisto potico še malo črne kave, ne, to so te skrivnosti receptov, ne, ni tistega okusa, ne, če ne daš malo soli noter, malo ne posoliš, specijo, tudi ni, ne, tako, no, take v bistvu recepte sem se naučila pri tebi. In hvala, ker si to delil, da si bil pripravljen, a veš, deliti, ker dosti je ljudi, ki to drži za sebe. Meni bi se slišal, duša mi ne bi dala novo, če bi to držal zase, ne, moram to deliti, ja. Stavno, to je to, kar res čutiš to poslanstvo, kar res to živiš, s celim srcem, s celim bitjem, ne, kar res daš celega sebe noter, pa se to čuti, ne. In se je res, mislim, lepo je, ne, to, da deliš tisto, kar imaš za deliti svetom, ne. Če bi vsi tako nekako prebudili nek tak svoj potencial, ne, polni svoje življenjsko poslanstvo, bi bil ta svet lepši in da bi vsak delal točno tisto, za kar je poslan na ta svet, ne, kar je nekako duša, zavest, kakor želimo, ne, izbrala za to življenje, ne. Ampak dokler si ti potlačen po to namenjenih vzorcev, konceptov, pobranjenih od zunaj vplivi okolja drugih oseb, ti ne moreš biti v stiku s sabo, ne moreš živeti sebe, ne. Rabaš te plasti čebule najprej olupati, ne, da lahko prideš do jedra, do tega dela sebe, ki je resničen, ki je popoln, absoluten, večen, božanski, lahko rečemo, ne. In to v bistvu si ti zelo lepo naredila in res moj poklon, kako rečemo, moj globok poklon, moj globoko spoštovanje za ta proces, ker ne zmorejo vsi roko na srce. Mnogi obupajo na sredi, mnogi odnehajo, ko je težko, ampak ti si vztrajala in ja, to je lepo. Mislim, mene je stimuliral ta odnos, zaupanja, ki sem ga pri tebi dobila, da ti lahko zaupam. To je v bistvu bilo zame ključna odločitev, zakaj sem jaz vztrajala, ker vmes bi tudi pobegnila. Ampak tvoje zaupanje v mene, pa v to, kar počneš, ampak res to pa ne morem pozabiti, to zaupanje v vame, pa v mene, ker sem jaz nisem bila prepričana, da bo šlo. To ne bom nikoli pozabila. To je mene rešilo. Da ti nekdo reče, bova skupaj, je proces, ampak pej čez to. In dejansko, kakor sem slišala, tam, kjer so upori, tam je treba v bistvu potrgniti, ne. Jaz ne vem, Tomaž, ne, tole pa ne vem. Ampak ja, vsakič sem dobila to potrditev. Vsakič sem dobila znova in znova potrditev, da tam, kjer je bilo najtežje mi. Tam so bili največji preskoki. Ko sem prišla na drugo stran, čez to, to je bilo tako lepo, tako, mislim, tak notranji mir, tako zadovoljstvo, veselje, ki ga tudi novi čevlji ne morejo dati. A veš? To je to, ne. Največja darila, nagrade so, ko greš čez na drugo stran. Ja. In to je lepo. To je čudovito. Čudovito. Res. Si nov človek. Ne? In ja, delo na sebi se mi zdi nekaj čisto osnovnega. In tudi, da začneš delati oziroma delovati v svojem poslanstvu,
da potrebuješ najprej to. Da to je ta prva stvar, to so pač ta moja spoznanja, no, da je to prva stvar, da na sebi narediš in s tem v bistvu že veliko doprineseš svoji okolici. Jaz sem videla, kako so se potem ti odnosi spreminjali in doma, in v partnerskem odnosu, in v službi. To so bili čisto drugi odnosi, pa sem v bistvu jaz delala na sebi. Okoliščine so bile še vedno enake, ne? Sem še vedno v isto službo hodila, še vedno isto doma, ne? Ampak so bili take spremembe, take res drastične spremembe. Tako, ko rečemo, ne, kdaj se tvoje življenje spremeni? Takrat, ko se spremeniš ti. In to je to, ne. Nič prej. Torej, ne, ko se mi spremenimo, se vse spremeni. Ja, verjetno. Potrjeno, ja. Ker ne, in ker druge situacije, druge okoliščine pritegneš v svoje življenje, ne, drugače se odzivaš na ljudi, tudi če oni mogoče niso, delali na sebi, ti jih dojemaš drugače, ne sprožijo se ti določeni sprožilci, tako kot so se ti prej. In je to življenje veliko bolj lahkotno. Ta drama, ne, ki smo jo vajeni živeti, ne, to nas nekako in mediji potem bombardirajo s takimi novicami in nekako smo kar, kako bi rekla, odvisni od te drame ratali. Meni je bilo zanimivo to, da ko sem začela to spuščati, da mi je nekaj manjkalo, pa nisem vedela točno kaj. Takrat sem šele spoznala. Veš, da prav iščeš tisto novico, kaj bo šlo zdaj narobe. In zagledaš, kaj bo šlo zdaj narobe, kaj se bo zdaj začelo dogajati okoli mene. Veš? In pol vidiš, kako si bil v bistvu usmerjen v iskanje problema in ne samo reševanje. Zdaj se je pa moj fokus obrnil na drugo stran. Nekaj se zgodi, problemi so zato, da se rešijo, ne zato, da se jezimo na njih, ne, ampak zato, da se rešijo in se že tako imam fokus obrnete na rešitev. In je to v bistvu kar se tiče energije, sem jo dobila nazaj. Ker prej sem se na druge stvari fokusirala, na tisti, se poznamo vsi, pa kaj se to, pa glih, zdaj se mogli to, pa glih, modi se, pa tako, ne. Ne, ker za tiste stvari, ki so ti pomembne, in to je v bistvu tudi to, kar sem se naučila, to mi je dala tudi šola za življenje, Ananda, da najdem prioritete hitrejš. Da spoznam in da vem, kaj so prioritete in je fokus na prioriteti. Najprej se to naredi, potem pa še vse ostalo. In prioriteta, recimo zdaj, trenutno, jaz vidim, koliko so meni pomembni odnosi. Koliko v bistvu veliko prispevajo v recimo našemu timu. Delamo na odnosih in sem začela graditi odnose, torej do sester, do administracije, do pacientov. Začetek je bil pa najprej zgraditi odnos do sebe. Brez tega ne moreš. Osnova je, ne? Odnos do sebe. Odnos do sebe. In to so bile tudi te dobre tvoje oddaje, ki sem jih tudi rada gledala, poslušala in odnos do sebe. Odnos do sebe. Ki je ključen. Zelo ključen. Ko ga spremeniš, tako se spremeni vse. Ker ti drugače dojemaš, ki imaš drugo percepcijo o sebi, o svetu. Ja, in tudi veš te teme, kot so recimo bolj tabu teme. Zdaj recimo berem tudi eno knjigo Življenje, smrt, življenje. To je zelo zanimivo. O smrti se nikoli nismo pogovarjali. Tudi v bistvu na faksu smo posvečali tej temi zelo malo časa. In tukaj se v bistvu tudi mi kot zdravniki je tudi nam stiska, ni nam lahko. A veš, ni nam lahko videti mlada gospa, doma družina in ima tumor. To je to za nas v bistvu. In se te dotakne, sam ne moreš tega pokazati. A veš, ne moreš tega pokazati, ne. In tudi v timu se težko pogovarjamo, se pogovarjamo in smo žalostni, ampak ni bilo pa nekega tega suporta, veš. Kako v bistvu v takih primerih ravnati, kako v bistvu svojcama na sočuten način
povedati, jim dati vedeti hkrati, da je tudi tebi hudo, ampak ne pa pasti v njihovo dramo. In ta ločnica, ne, na tvojih tečajih, na tvojih v bistvu teh seansah in tudi tečajih in šolanju, kaj je tvoja drama in kaj je drama od nekoga drugega. In če ti hočeš pomagati nekomu, ki je v tej drami, daj, če se nekdo utaplja, ne bo skočil za njim, ker ko se utaplja, bo tebe to potegnil. Čakaš na bregu, pa čakaš, da ko bo on stegnil roko, da ga ti ven potegneš. To pomeni, da ti nisi v njegovi drami. Si sočuten, ampak nisi pa v njegovi drami. In ta morda beseda empatija je bila mogoče napačno interpretirana. Ker empatija ne pomeni, da moram s tabo jokati, da moram se s tabo utapljati, zato da tem začutila. To ni pravo sočutje, to je smiljenje, pomilovanje. Ne? To ljudje ne ločijo. Ne? Tudi jaz nisem. Ja. Pravo sočutje pa, da čutiš za nekom, ampak ne greš v to dramo s to osebo. Da se te ne dotakne, da bi te pahalo v dramo. Ker dejansko na ta način mu ti daš več pomoči oziroma večji support in da ko on rab potem tisto rešilno bilko, da ga lahko ven iz tega potegneš in da mu lahko daš potem ramo in tolažbo. Če boste oba v bistvu v tej, kdo bo pa pol, koga potolažil, ne vemo. Tako, potem smo, imamo težavo lahko. Ja, tako da so bile pa tudi zabavne stvari, no, tudi veliko smo se smejali in na šolanju. Všeč mi je tudi to, spodbujanje radosti in igrivosti, kjer smo tudi malo zanemarili, kot odrasle osebe, kar je v bistvu tudi zelo pomemben del življenja. Vsem pravijo, smeh je pozdravlja. Ja, dajmo se smejati, ne? Dajmo se smejati. Aktivira to, ker samozdravilne sposobnosti telesa krepimo jačanost. Da ne gledamo na življenje preveč resno. Ker je vse v resnici ena velika iluzija. Če pogledaš z višjega nivoja zavesti, kauzalni, nedualni, potem se lahko samo režiš včasih. Dejansko vidiš, tvoje v bistvu čustva so tiste, ki naredijo drame. Dejansko si z njimi poistoveten. Ja, se je to. Dokler misliš, da je tista jeza v tebi, da se razpočil tiste jeze in nezadovoljstva, ja, potem boš to prvič prevlačil. Drugič, ti se boš notranje, ne moš najti notranjega miru. Veš, kaj tiste, ki rečejo potem, jaz bi pa tokrat bil miren. Ja, če boš razmišljal o tem, kdo ti je škodoval, pa kaj ti je bilo narobe narejeno, ne boš najdel tega notranjega miru. Notranji mir je dejansko takrat, ko si pomiren sam s sabo. To je to. Notranji mir, ko si v miru sam s sabo. In tudi, ko je zunanji mir, imaš ti še vedno mir. Ker ta ni odvisen od zunanjih situacij, okoliščin. To je bilo eno tako dobro spoznanje, da nisi odvisen od zunanjih okoliščin. To je bilo eno tako močnejših spoznanja pri meni. Da dejansko si odgovoren samo za sebe, da dejansko pomeni, da kaj zdaj te bo nekdo, ki je slabe volje, bo še tebe v slabo voljo spravil, pomeni, da je on v bistvu ima zelo močen vpliv na tebe in da si ti odvisen od njega. Upaš, da ne. Torej, poveš se s tem svojo notranjostjo, kaj ti v resnici čutiš, kaj ti v bistvu mogoče manjka v tem momentu. Te so bile tudi, to je bilo tudi nekaj boljega. Kaj mi manjka, katera potreba ni zadovoljena? Tukaj so imela tudi izzive, ker niti nisi vedel, katera potreba pa zdaj mi manjka, v tem momentu, da bi pa jaz bolj vesela, da bi bila jaz bolj radostna, da bi bila jaz bolj srečna, da bi bila bolj pomirjena situacijo, ki se mi dogaja. No, tukaj je bilo tudi eno zelo dobro učenje. In šele takrat, ko v bistvu pogruntaš, kaj ti rabiš. In da to že vse imaš v sebi v neomejenih količinah. In si lahko to daš. Tako.
si lahko to daš sam. Tako da ne rabiš nujno nekoga, ne, ki ti to zadovoljuje to potrebo, ker ti ne more v resnici. Ker ne ve, kaj ti potrebuješ. Ne ve, kaj ti čutiš. Ne ve, kaj v bistvu je tisto, kar bo tebe pomirilo. Ampak ti pa veš. Ti pa veš. In si lahko to daš. Lahko nekoga prosiš, da ti pomaga to uresničiti. Lahko nekoga prosiš, da ti, ne vem, prosiš. Lahko pač, ne, če imaš partnerja, se stisneš njemu in je to, ne. Ne rabiš neke velike znanosti. Povezati se s sabo, biti povezan s sabo, s svojimi občutki, si priznati, tole sem zdaj zafrknil, ja, ne, tole bi lahko drugače naredil, ampak za to, jutri je nov dan, dajmo pa jutri drugače narediti. In to, veš, izziv je bil pri meni tudi ta korak, mali korak za korakom iti. Veš, ko si želiš, jaz bi zdaj že takoj to, jaz bi to si želim, že ne vem koliko časa, jaz bi to takoj. Mi hočemo vse takoj naenkrat in smo neučakani in je to spet lahko ena ovira, ne, na poti, Ja. ki je še mogoče en pogovor, ne. Ja. Tako da mogoče za zaključek, ne, še kaj bi bil mogoče tista neka zaključna misel, karkoli bi še želela podeliti za naše gledalke in gledalce, ne, za ta podcast, ki se je zdaj tako spontano odvil, ne. A res je že podcast? Wow. Podcast Prebujeno srce Slovenije, ne. Wow. Da lepo je živeti, ko si pomirjen sam s sabo in s svojimi odločitvami. In da karkoli bo, da to sprejmeš. Da to sprejmeš kot del življenja in da se nekaj naučiš iz tega. Ker potem, ko se naučiš, v bistvu si toliko bolj bogat in življenje je potem bolj lahkotno. In bom zaključila z eno tako mislijo, da prebrala sem jo, da človek se začne starati takrat, ko se neha učiti. Tako ne. Jaz sem učenec življenja. Odlično. Tudi jaz. Tudi ti. Vedno. Ja. Odlično. Hvala Maja, da si prišla v tale Ananda center, da si podelila svoje dragocene izkušnje, svoje poti. In ja, verjamem, da bo marsikomu to doprineslo. Hvala za to vabilo. Jaz tudi upam, da se bo kdo, oziroma da se opogumite. Da se kar vsi pogumite. Pa gremo še to, da dajmo narediti nekaj za svojo psiho. Za svoje telesa že delamo, za svoj mental delamo. Dajmo še nekaj za svojo psiho. Delamo na vseh nivojih. Tako da ja, opogumite se, ne grizemo, ne. Torej ta pot, ja, je lepa, včasih tudi težka, ampak če vztrajaš, če se res odločiš zase, narediš tisti kvantni preboj na nivoju zavesti in postaneš to, kar si že od nekdaj bil, oziroma se spomniš, kdo ti v resnici si in začneš v polnosti res živeti svoje popolne, neskončne potenciale, to, kar vsak izmed nas globoko v sebi je. Tako da vam želim, da dejansko se opogumite, prijete in aktivirate svoje potenciale. Tudi delček teh kreacij lahko naredite z nami. Tako da hvala vam za vašo pozornost, naše drage gledalke in gledalci, in se vidimo prihodnjič.